Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael za Lino. Danes smo prišli v Kano Galilejsko, da bi spoznali kraj prvega Jezusovega čudeža, ko je med poroko spremenil vodo v vino. A ne, predstavljajte si neveste v belem s poročnim prstanom in zvonovi, ki zvonijo v ozadju. Danes bomo spoznali kraj čudeža, njegovo arheologijo in tudi odkrili, kakšne so bile poroke v tistem času. Torej, če ste pripravljeni, začnimo. Jezus je večino svojega življenja preživel v Nazaretu, ki je bil v tistem času majhna judovska vasica z nekaj 100 prebivalci. In tam je živel do približno svojih 30 let. Tam je preživel to, kar imenujemo skrita leta, preden je začel svoje poslanstvo, svoje javno življenje. In vsi prebivalci Nazareta in okolice so Jezusa poznali preprosto kot sina tesarja Jožefa. A vse se spremeni, ko je Jezus povabljen na poroko tukaj v mestu Kana Galilejska. Nahajamo se le 6 kilometrov severno od Nazareta. In v tistem času je bila Kana veliko večje in pomembnejše mesto kot Nazaret. Ampak čigava je bila ta poroka? Kdo je povabil Jezusa? Ne moremo biti prepričani, vendar pa je najbolj sprejeta tradicija in teorija, da je bila ta poroka Natanael Bartolomejev, enega od Jezusovih učencev. In to ima veliko smisla, če beremo Sveto pismo, kajti zapisano je, da je bil Jezus povabljen s svojo družino in svojimi učenci. Če bi bil to preprosto nekdo, je prijatelj Jožefa, Marije in njihove družine, ne bi povabil vseh učencev. In še en pokazatelj je, da je bil Jezus v tistem trenutku šele na začetku svojega poslanstva. Še ni naredil nobenega javnega čudeža. Torej še ni bil tako znana in slavna oseba, da bi ga vabili na poroke ljudi, ki jih ni poznal, ali s katerimi ni bil posebej blizu. In Sveto pismo nam pove, da je bil iz Kane v Galileji. In poglejte, prav tukaj zraven vidimo cerkev apostola Natanaela Bartolomeja. Cerkev je običajno zaprta, ampak danes smo dobili posebno dovoljenje, da lahko snemamo za vas. Prav tako smo dobili ključe od cerkve. Torej, tukaj so prva vrata že odprta in zdaj bomo skupaj vstopili. Zdaj pa res, pojdimo. Stara krščanska tradicija pravi, da je bila hiša Natanaela zelo blizu tukaj. In v njegovi zgodbi je nekaj zelo zanimivega. Ko ga Filip pokliče in ga povabi, naj sledi Jezusu, kakšen je bil odgovor Natanaela? Rekel je: Nazaret? Ali lahko kaj dobrega pride od tam? In odgovor Filipa je fantastičen. Filip reče: pridi in poglej. Če pa zdaj vzamemo ta dialog in ga postavimo v zgodovinski kontekst, vse skupaj dobi popoln smisel. Kana je bilo veliko večje, bogatejše in pomembnejše mesto kot Nazaret. Dobesedno je bil Nazaret obrobje Kane. In to vidimo še danes. Ljudje s podeželja in z obrobja so pogosto diskriminirani. Včasih ljudi mislijo, da so manj vredni kot tisti, ki živijo v velikih mestih. In Natanael to naredi. Vsaj na začetku, ko sliši, da je Jezus iz Nazareta, se mu to zdi nenavadno.
Zanj bi imelo več smisla, če bi bil Jezus iz Kane ali vsaj iz kakšnega drugega večjega mesta, kot je Jeruzalem. Toda ko Natanael sreča Jezusa, se hitro spreobrne in postane njegov apostol. Verjetno nam nikoli ne bo uspelo biti prepričani. Če je bila tista poroka, na kateri je bil Jezus tukaj v Kani Galilejski, poroka Natanaela Bartolomeja. Vendar pa ena stvar, ki jo lahko vemo, je, kakšno je bilo tisto praznovanje, kakšna je bila zabava na ulicah mesta in v hiši ženina. Torej, zdaj bomo skupaj odkrili to veliko praznovanje. Poroke v tistem času so bile zelo drugačne od tistih, ki jih poznamo danes. V 1. stoletju je večino porok dogovorila starša. In potem, ko sta se družini dogovorili, so vprašali tudi zaročenca. Če sta se strinjala, potem je sledila zaroka. Danes zaroka pomeni bolj družbeni dogodek. Je javna napoved, da ima par namen skleniti zakon. Vendar to nima nobene pravne veljave. Toda pa je bila zaroka izjemno resna stvar. Bila je zagotovilo, da bo prišlo do poroke. In že ob sami zaroki je bila dodeljena dota družini neveste. Prekiniti zaroko je bilo kot ločitev. In to vidimo na primer v Svetem pismu, v zgodbi o Jožefu in Mariji. Ko sta bila zaročena, a še nista bila poročena, Jožef izve, da je Marija noseča. In njegova prva misel je bila, da bi se ločil od nje. A potem se prikaže angel, posreduje in mu pove resnico. Rojstvo Jezusa Kristusa je bilo takole. Marija, njegova mati, je bila zaročena za Jožefa. Toda preden sta se združila, se je izkazalo, da je spočela od Svetega Duha. Jožef, s katerim naj bi se Marija poročila, je bil pravičen mož in je ni hotel osramotiti v javnosti, zato se je odločil, da jo skrivaj zapusti. Medtem ko je o tem razmišljal, se mu je v sanjah prikazal angel Gospodov in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti Marije za ženo, kajti kar je spočeto v njej, je od Svetega Duha. Rodila bo sina in dal mu boš ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo rešil njihovih grehov. Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel, in vzel Marijo za ženo. In običajno se je leto po zaroki zgodila poroka, velika slavnost. To se je začelo z nekakšno povorko. Nevesta je bila pripeljana na konjih, kočijah, ljudje okoli so peli, plesali, praznovali, igrali glasbo, nosili so bakle. In kako je bila nevesta oblečena? Ni bilo običaja nošenja prstanov, ampak je nevesta nosila nekakšno krono. In tudi ne predstavljajte si neveste v beli obleki, ampak so bila poročna oblačila tistega časa praznična in pisana. In to veliko praznovanje se je nadaljevalo do ženina hiše, kjer sta potekala slavje in pojedina.
Končno smo prispeli na kraj poroke, slavja, samega praznovanja. In lahko vidimo, da je bila na tem mestu zgrajena cerkev. Ta cerkev je iz leta 1881, kasneje pa so bile dodane še nekatere stvari. Ampak naj vas ta moderna fasada ne zavede, kajti ta cerkev je zgrajena na veliko pomembnejših ostankih. Torej, najprej si bomo ogledali moderno cerkev, nato pa še njeno arheologijo. Prišli smo na zelo miren dan tukaj v Kani, ker ob bolj prometnih dneh običajno vidimo veliko porok in obnovitev zaobljub tukaj v cerkvi. In opazite, da že lahko vidimo, kako se pod našimi nogami razkriva arheologija, kot je ta majhen ostanek mozaika iz 4. ali 5. stoletja, ki ima napis v aramejščini. Zdaj pa se bomo poglobili v biblično arheologijo tega kraja. Pridite z mano. In tukaj že lahko vidimo arheološka izkopavanja. In to, kar so tukaj našli, je fantastično. Tukaj so ostanki hiše iz 1. stoletja. Ta hiša je obstajala med 1. in 4. stoletjem, torej prav v 1. stoletju, ko je živel Jezus. In zakaj je to pomembno? Ker so se v tistem času večina porok odvijale v hiši, običajno kar v hiši ženina. In tukaj so arheološke plasti. Najstarejša je iz Jezusovih časov. Nad tem so tukaj zgradili bizantinsko sinagogo, nato še bizantinska cerkev. To pomeni, da je bilo to mesto krščansko svetišče že zelo dolgo nazaj. Govorimo o približno 1500 letih, vsaj. In nad tem je bila zgrajena križarska cerkev, ki je bila prav tako uničena. In nazadnje vidimo tukaj to cerkev iz 19. stoletja. In če smo tukaj v hiši ženina, se je tukaj odvijala sama poročna slovesnost, ki je najprej vključevala blagoslov. Se pravi, par je bil blagoslovljen, nato pa je sledila velika pojedina. In ta pojedina je lahko trajala več dni, tudi do 7 dni. In tega se spomnimo na primer iz zgodbe o Samsonu, ki je živel več kot 1000 let pred to poroko. Ko se Samson poroči, prav tako traja 7 dni gostije in praznovanja. Mimogrede, to tradicijo imamo tudi mi, vsaj delno, vse do danes. Običajno se poroka opravi v enem dnevu ali eni noči. In potem se naslednjih 6 dni opravljajo ševa brahot, 7 blagoslovov. Torej, z nočjo poroke in še 6 dnevi skupaj do danes ima velik del Judov po svetu 7 dni praznovanja. Praznovanja z gostjo, z veliko hrane in tudi z vinom. In o vinu bomo govorili več, ko bomo še globlje raziskovali arheologijo. In ko je bil Jezus na tej poroki, je zmanjkalo vina. Kar se nam danes morda zdi nekaj povsem običajnega, je bilo v tistem času nekaj zelo resnega. Zelo pomembna stvar v 1. stoletju je bila njihova predstava o gostoljubnosti. In če bi med gostijo zmanjkalo vina, bi to lahko pomenilo javno sramoto za celotno ženino družino. Veljalo je, kot da je družina povabila vse ljudi. Nekateri so prišli iz oddaljenih krajev
zdaj pa niso mogli ustrezno postreči gostom? Poroke v tistem času so bile veliki dogodki in zelo dobro organizirane. Na tej poroki je bil celo vodja slavja, organizator, da bi zagotovil, da bo vse potekalo gladko. In ni šlo vse po načrtih, kajti zmanjkalo je vina. In potem je Jezus na Marijino prošnjo posegel v situacijo. Ne zgolj zato, da bi zagotovil več vina za zabavo, ampak zato, da ne bi dovolil, da bi se tista družina osramotila in da ne bi končal veselja praznovanja. Tam je bilo 6 kamnitih vrčev, ki so jih Judje uporabljali za očiščevanja. Vsak je vseboval približno 100 litrov. Jezus je rekel služabnikom: napolnite vrče z vodo in jih napolnite do roba. Nato jim je Jezus rekel: zdaj nesite malo tega upravitelju gostije, in tako so storili. In upravitelj gostije je poskusil vodo, ki se je spremenila v vino. Ni vedel, od kod je prišlo, čeprav so služabniki, ki so zajeli vodo, to vedeli. Nato je poklical ženina in rekel: vsi najprej postrežejo najboljše vino. In ko so gostje že precej popili, postrežejo slabše vino. Ti pa si najboljše prihranil do zdaj. Ta čudežni znak v Kani Galilejski je bil prvi, ki ga je Jezus naredil. Tako je razodel svojo slavo in njegovi učenci so verjeli vanj. Jezus je ukazal napolniti 6 velikih kamnitih posod z vodo, ne 6 vrčev. Pozabimo na tisto podobo 6 majhnih vrčkov. On ukaže napolniti 6 velikih posod. Potrebno je imeti dovolj vina za stotine ljudi za več dni. In zato je imel vsaka velika posoda kapaciteto do 100 litrov. In poglejte, kaj so tukaj našli pri arheoloških izkopavanjih. Našli so prav takšen kamnit vrč, kar se zelo dobro ujema tudi z besedilom iz Svetega pisma. Kajti svetopisemsko besedilo pravi, da se je voda iz vrčev običajno uporabljala za očiščevanje Judov. In po judovstvu, po Mojzesovi postavi, material z največjo čistostjo je vedno kamen. Zato so bili pripomočki za obredno očiščevanje v tistem času pogosto narejeni iz kamna. Torej, morda je to ena od 6 originalnih vrčev, ki so jih napolnili z vodo. Predstavljajte si služabnike, ki so sem prinesli 600 litrov vode, ne da bi vedeli zakaj, ampak so ubogali. In to je eden od delov čudeža, ki se mi zdijo najlepši od vseh. Na poroki je bilo verjetno več 100 ljudi. Velik del prebivalcev Kane in bližnjih vasi, na primer Jezusa iz Nazareta. Toda pa so bile na zabavi številne pomembne osebe, ki so zunaj praznovale. Kdo je v resnici videl prvi čudež? Kdo je bil to? Služabniki. Najbolj preprosti ljudje, ki so delali, saj so svojo lastno močjo nosili vodo in videli, kako je voda šla noter, vino pa ven. Kajti tisti, ki so bili na zabavi, kaj so videli? Vedno več vina je prihajalo. Toda tisti, ki so tukaj delali, so videli resničnost tega prvega javnega čudeža Jezusa. Lahko pogledamo tudi na fizično veličino tega čudeža. Jezus ni naredil preprosto 6 vrčev vina. Naredil je 6 velikih vrčev. In ne samo vino. Naredil je boljše vino kot tisto, ki je bilo na zabavi. V Svetem pismu piše, da ko je vodja slovesnosti poskusil vino, je rekel: wow,
ste najboljše vino prihranili za konec. Običajno so ljudje dali najboljše vino na začetku. Ko so bili ljudje že nekoliko bolj veseli, če lahko tako rečemo, so začeli streči cenejše, bolj preprosto vino. In presenečen je, da je bilo najboljše vino dano prav na koncu. Vendar ni vedel, da je bilo to vino, ki ga je naredil Jezus. In ena pomembna stvar, o kateri želim govoriti z vami, je, da tukaj govorimo o čudežu vina. Ampak moramo prebrati celotno Biblijo in se tudi spomniti, da nam Biblija pravi, da je opijanje prepovedano. Nisem tukaj, da bi rekla, ali se sme ali ne sme piti vino. Ampak se spomnimo, kaj piše v pismu Efežanom. Ne opijajte se z vinom, ki vodi v razuzdanost, ampak bodite polni duha. In zdaj bomo nadaljevali naš izlet v Kani Galilejski. Vidim, da veliko ljudi v komentarjih sprašuje, ali so v sveti deželi protestantske cerkve, evangeličanske cerkve. In vedite, da so. In zato sem vam želela pokazati ta kraj. To je baptistična cerkev tukaj v središču Kane Galilejske. In ta kraj, v časih, ko ni konfliktov, je poln ljudi. In lepo je priti sem, dragi moji. Videti neveste, ki prihajajo, poroke, ki se odvijajo, pa tudi obnavljanje zakonskih zaobljub. Res je, tudi v Kani je to zelo poseben kraj. Tako da, če pridete v mesto, si lahko ogledate tudi arheološki del, ki sem ga pokazala. Pogovarjala sem se tudi s pastorjem cerkve in prosil me je, naj vam povem, da so vrata te cerkve odprta za vse ljudi z vsega sveta, ki prihajajo sem praznovati biblijsko zgodovino in tudi praznovati ljubezen. Upam, da vam je bil današnji izlet všeč in se vidimo naslednjič.